Dober dan. Danes je nov dan in novih 10 000 korakov. Povzpela se bom na izletniško točko nad Novo Gorico, kjer se nahaja planinski dom Kekec. Tam je čudovit razgled vse do morja. Vmes vam bom pa še povedala, kako se pred klopi zaščitim v gozdu. Do Kekca vodi več poti. Jaz se bom v Solkanu odpravila najprej mimo osnovne šole, takoj za osnovno šolo pa bom zavila desno in potem naravnost gor na pešpot. Pot je deloma asfaltirana, deloma pa gozdna oziroma makadam nekaj časa. Avtomobili pa načeloma tu ne vozijo, razen tistih, ki se po tej poti pripeljejo do svojih zemljišč. Do vrha je približno 40 minut zmerne hoje, planinski dom pa je na višini 310 metrov. Sicer je pa hoja po gozdnih poteh, parkih in travnikih zelo prijetna. Da pa nam taka tudi ostane v spominu, se moramo pa tudi primerno opremiti, obleči in zaščititi pred klopi. Menda velja, da je klop najnevarnejša žival v gozdu. Za boreliozo namreč v Sloveniji zboli letno okoli 1000 ljudi. Najbolj nevaren je pa klopni meningitis, ki poškoduje možgansko ovojnico in hrbtenjačo. Ja, majhna žival in pa velike nevšečnosti. Jaz se proti klopom kar dobro našpricam s sredstvom, ki sem ga kupila v lekarni. Nekaj po telesu, nekaj po oblačilih. Če ne, pa se lahko odločite tudi za mešanico naravnih eteričnih olj, ker to na insekte deluje odbijajoče, nas pa pomirja. Razvili so tudi protiklopne dokolenke in če ima kdo kakršnokoli izkušnjo s temi dokolenkami, naj spodaj v komentar napiše, kako se kaj obnesejo oziroma kaj si sploh mislite o teh dokolenkah. Lahko lahko? Ja, prosim, čau. Priporočljivo je tudi, da čim več vaše kože pokrijete z oblačili, se pravi z dolgimi rokavi in hlačnicami. Ampak poletje je to vsaj zame neizvedljivo. Ura je 6 popoldan in 33 stopinj. Ko pa pridemo domov, moramo vse skupaj dati v pranje, pa dobro skrtačiti lase, v glavnem nasploh se dobro pregledati. In če ne letimo na klopa, ga pač čim prej odstranimo. Ampak ne smemo biti pa do klopov krivični, namreč vsi klopi pa tudi niso okuženi. Mi pa s pešpoti pridemo zdaj na glavno cesto, na asfaltirano, ki vodi do vrha Kekca. In imamo približno še 5 minut in potem seveda naprej še do Škabri ali pa pol pridete pa tudi še na Sveto Goro. Tu najdemo pa ostanke cerkvice Svete Katarine. Gremo pogledat. Tukaj gre pa pot naprej proti Škabrijelu, ki se nahaja na višini 646 metrov. Mi pa bomo šli do Kekca, tako da bomo naredili tle v zadnji en krog. Planinski dom Kekec, 310 metrov in pa gostišče Kekec, seveda na Kekčevi poti. V tem predelu pridemo do razgledne točke, kjer se na klopci lahko tudi malo odpočijemo.
Z tega kraja je en čudovit panoramski razgled nad Novo Gorico, kot vidimo, in pa na Italijansko Gorico. Ob lepem vremenu se vidi pa vse tja do morja. Bolj kot planinski dom pa je Kekec znan po gostišču. Ko rečeš, da si bil na Kekcu, potem vsi vejo, da si gor kaj dobrega pojedel. Gostišče ima že vrsto let zelo privlačno ponudbo primorske kuhinje in tudi želi nekako ohraniti status dobre stare gostilne. Imajo kosila, večerje, pa tudi ponudbo za vegetarijance. Poznani so pa zelo po gratiniranih Kekčevih palačinkah, na katere prihajajo gostje od vsepovsod. In pa priporočala bi tudi tatarski biftek. Tatarca naredijo zelo okusnega in res za sprobati. Že dolga leta imajo tudi enak urnik, ponedeljek in torek zaprto, vse ostale dni pa od 12. do 23. ure. Danes je pa torek, zato je vse zaprto. Torej, če pridete na kosilo ali pa na večerjo, lahko pridete sem gor tudi z avtom. Tudi temperatura je tu gor kakšno stopinjo manj, kot pa dol v dolini. Ta pot je pa kar precej strma in pa tudi zaraščena, tako da bi bilo bolje, če bi šla tam okrog, kaj je asfalt. Vračala se bom po asfaltni poti, po območju zaselka Kromberk in čez Čedne proti Solkanski šoli. Tukaj je pa pot, po kateri sem prej prišla gor. Temperatura je pa tukaj v Gozdičku 29 stopinj. Oziroma tudi gor na vrh na Kekcu je bilo ful fajn, pa še malo je popihal. Ops, ovira na poti. Tako, jaz bom pa tle zavila desno proti Ščednam in počasi proti Solkanu. Tam gor, ki so tiste antene, tam gor je pa Kekec. Pešpot pelje pa tudi tukaj gor, po tej poti in isto pridete gor do Kekca. Bomo šli kdaj drugič. Spremljate me lahko tudi na Stravi, link od današnje hoje pa bom pustila spodaj v opisu videa. Moram pa povedati, da klopi me sicer najbrž res niso napadli, ker sem se tako našpricala, ampak komarji, to so pa neumorni. Tako da zdaj res ne vem, ali se našpricati proti klopom, ali proti komarjem, ali kar z obema. Ne vem, če imate kakšen nasvet, mi napišite v komentar. Tako, jaz sem pa zdaj naokrog. To bi bilo za danes vse. Hvala za pozornost, bodite fajn in se vidimo. Pa tudi vi pejte na kak sprehod. Čau, čau!